Ja, da rabimo paziti na njih, pijeti pravilno hrano, da ne vzemamo prepovedanih substanc ali ne pijemo preveč, pa da športamo dosti. Na to, da želim ostati vitalen, da želim biti del tega sveta, da želim razmišljati, da želim biti vključen v družbo, med ljudi, med prijatelji, ne zakrneti, biti aktiven. Na neko umsko delo, torej na porabo z možgani, karkoli že. Jaz predvsem na to, da jih znam kdaj pa kdaj tudi izklopiti. No. To je prva stvar, kar pomislim. Jaz si to predstavljam kot neko celostno skrb za telo, glede na to, da celo telo med sabo povezani, pa vsi organi moramo delovati kot celota in skrbeti zase kot celoto, ne samo za možgane, ampak za cel telo. Pomislim na dovolj počitka, na neke zabavne aktivnosti, na druženje s prijatelji, na neke recimo reševanje problemov. Ja, moja prva misel je neko bolezensko stanje dejansko, ki se pojavi, če ne skrbiš za možgane oziroma ki ti je velikokrat tudi dedno prirojeno. Tako da mogoče dosti negativna misel, no. Bi mogla biti ful bolj aktivna in osredotočena na trenutnost, verjetno na naše življenje, že v mladih letih, da pač veliko spimo in to, tako da kar ne, no. Na kombinacijo stvari, predvsem zadost spanja, zadost gibanja, zadost kolikor toliko zdrave prehrane, kakšne aktivnosti, kakršnekoli od branja do učenja novih jezikov, pa pač zadost prostega časa, da se lahko tudi spočiješ vmes. Pomislim na neko zdravo aktivnost, ki jo imamo in v službi in doma, da skrbimo za neko ravnovesje kot obremenitev možganov, pa tudi zdravje kot tako, ne vem, da pazimo na udarce, morebitne, tako oboje. Najprej pomislim na to, da vsak dan moram ene treninge delati. Pač v mojih letih se zgodi, da se hitro kaj pozablja, da ne bi prišlo do tega. Vsak dan naredim recimo ene 50 križank. Delam jih računalniško, sicer na računalniku so, ampak da bi zamotila tisti čas, pač začnem premišljati o tem in vidim, da potem recimo bolj funkcioniram čez dan. To je zame en trening. Ja, več vidikov je, ne, bi rekel. Ena skrb je definitivno ta bralna, izobraževalna, ampak ker sem dal tega že veliko čez, se zdaj bolj usmerjam v tisto bolj športno, fizično aktivnost, ki prevetri možgane, ki da možganom prostor, da se zbistrijo, da predelajo vse slabe stvari, pa da analizirajo dobre in potegnejo najboljše iz tega vsega skupaj ven.